Ok, ampak zdaj, če tako čisto pogledamo osnov od osnov, zakaj bi pa človek, ki itak diha, se ukvarjal z dihom? Mislim, da je tak. Ja, recimo ti se ukvarjaš z gibanjem, ne? Pa z preživetvenimi veščinami. Zakaj? Se itak preživimo, pa se gibamo, ne? Zato, da to ozavestiš. Da se zavedaš tega, ker v bistvu, ko to ozavestiš, enostavno take čist temeljne stvari, kot so dihanje, gibanje in tako naprej, dobiš pravzaprav možnost, da sam sebe soustvarjaš. Ne, ravno pred kratkim sem študijo prebral, ne, mi imamo, recimo, ko dihamo skozi nos, imamo receptorje v možganskem deblu, ki pravzaprav zalezujejo dih. Evo, tako kot kakšni samuraji, ne, če smo že v tem raju, ne, sama, vsak v svojem, ne, in skupnem danes, ko samuraj, ne, bojevnik zalezuje pravzaprav okoliščine, nasprotnika, ne, nekoga, ki mu streže po življenju in tako naprej. To je lahko danes stres. Ne, kronični stres nas streže po življenju, imamo mi te v bistvu nevrone, ki so v bistvu dihalni receptori, vohajo pravzaprav, kako ti dihaš. In na ta način potem poročajo možganom, kako naj se vedeš. Sprav, dihanje je na nek način nezavedno in z dihanjem smo postavljeni v življenje in zdaj imamo tle možganske receptorje, nevrone, ki v bistvu pogledajo, kako smo mi umeščeni, kako dihamo in nas usmerjajo, da je tako naprej. Se pravi, ko vzameš dihanje zavestno nazaj v svoje roke, ne, ker drugače je to nezavedna funkcija, hvala Bogu, ko pa ozavestiš, imaš pa možnost pravzaprav tudi zavestnega in odgovornega življenja. Ok.